Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, prav lep pozdrav iz studia Idrijskih novic. Gostja v današnji oddaji Aktualno je Valerija Verhovnik, direktorica Zavoda za turizem iz Idrije, ki jo prav lepo pozdravljam v našem studiu. Dobrodošli. Lep pozdrav. Gospa Verhovnikova, povejte nam, čipkarski festival bi načeloma moral biti konec tega tedna, ki je pred nami, festivala ne bo. V bistvu festival bo, ampak bo v virtualni obliki. Tako smo se odločili v maju, ker smo pač imeli že malo napovedi, kakšne bojo omilitve glede festivalov in prireditev po korona času. In glede na to, kakšno število obiskovalcev je bilo v preteklih letih, smo se odločili, da izvedemo virtualni festival Idrijske čipke. Kako bo to izgledalo? Na strani festivala Idrijske čipke je že objavljen program, potekal bo v petek, soboto in nedeljo. Ob določenih urah bomo mi predvajali določene virtualne vsebine. Poudarek bo na izjavah vseh, ki bi morali na letošnjem festivalu sodelovati. Poudarek bo na izjavah vseh nas, ki festivalu organiziramo, tistih, ki so del festivala, in pa predvsem na akciji Ostani doma, kleklaj. Zunanja podoba mesta se je v teh dneh korenito spremenila. Dobili smo nenadoma zastave s podobami, z elementi čipk. Od kje vam ta zamisel? Ja, v bistvu to je tudi plod sodelovanja čipkarske šole pa Dada Anderja, ko smo razmišljali, kako bi malo okrasili mesto. Ker se pripelješ v Idrijo, nikjer ne zaznaš, da prihajaš ne v rudarsko mesto, ne v mesto čipke. Pač prideš v eno mesto. In pa smo imeli en kup idej. Ta je bila cenovno pa oblikovalsko, bom rekla, najbolj taka racionalna rešitev za to leto. Mi si pa želimo, da bi s tem okraševanjem še nadaljevali. Pa se sprehodiva po mestu, na mestnem trgu, na osrednjem prizorišču, kaj se bo dogajalo? Na mestnem trgu bo v bistvu tržnica lokalnih proizvajalcev, pokrita tržnica se seli na mestni trg za dodatno ponudbo. Kleklerce bojo tam s prikazom kleklanja, kako vedno, in zvečer bo v bistvu žurka z ansamblom Suhocvetje. Suhocvetje. Na drugem koncu Idrije ob slaščičarni Gabron pripravljate drugačen program. Ja, moramo iti malo bolj nazaj, do gostilne Kos. V gostilni Kos bo Kmetijsko-gozdarska zadruga imela dopoldan degustacijo svojih dobrot skupaj z gostilno Kos. Seveda gostilna je odprta tudi za vse, ki so željni idrijske kulinarike, in tam bo godbeno društvo Rudarjev Idrija začelo za svojim prvim koncertom. In pa se bo godbeno društvo selilo iz ene lokacije na drugo, tako da pol pride do slaščičarne Gabron, tam bo zelo pestro dogajanje. Tam bo v bistvu dopoldan koncert domačinke Maje Tanšek z njenim kolegom violinistom. Gostilna Kos bo gostovala pri slaščičarni Gabron v okviru praznika idrijskih žlikrofov in njihove promocije. Jo pripravljali žlikrofe, zraven bo vinska klet Brda s predstavitvijo vin. Kleklarce bojo tudi tam imele prikaz kleklanja Idrijske čipke in zvečer bo ansambel Suhocvetje tudi tam. Tako da tam bo res zelo pestro dogajanje. Tudi slaščičarna Gabron sama pripravlja eno presenečenje, ko bojo ljudje lahko v bistvu poleg žlikrofov en posebni sladoled poskusili. Tako da ne smemo vsega razkriti. Super. Ja. Gostišče Barbara? Gostišče Barbara bo imelo tudi degustacijo svojih hišnih vin. Oni so tudi istočasno na prizorišču Antonijevega rova, kjer bo rudnik Oživi. 3 vodeni ogledi skupaj z rudarji, tako posebno doživetje, ki ga pripravljajo prav za ta dan. Tudi 2 ponudnika Idrija izbrano bosta tam, Hiša zelišč in pa Metka Prezelj s posebnimi perkmandeljci, to kar paše rudniku, Geruš perkmandeljci. In kleklerce bojo tudi tam. Tudi godbeno društvo bo prišlo tja igrati. Ja, tako da to je to, kar je tam. Oživili pa boste tudi pločnik pred Sočo. Pred Staro Sočo bojo pa zbrane rokodelke, ki drugače že decembra enkrat na mesec prodajajo pri Črnem Orlu. Med korono se je sicer to ustavilo, tako da zdaj bojo pred Staro Sočo. Tam bo tudi točka turistično-informacijskega centra in geoparka Idrija, kjer bojo lahko potem obiskovalci šli s tem našim virtualnim turističnim vodnikom po Idriji, ga preizkusili, kako to deluje, povedali, če mi je všeč, kaj bi izboljšali, na koncu si bo prislužili tudi nagrado, vsi, ki bojo to turo šli skozi.
En del programa pa organizirate tudi na gradu in v Rudarski hiši. Ja, v bistvu Mestni muzej Idrija sodeluje z poletnim muzejskim večerom in v okviru tega ima svoje prireditve, kino na prostem, Melchiorca bo tam tudi, ki bo popeljala ljudi po gradu, razstave bojo zvečer na ogled zastonj. V Rudarski hiši bo pa Rudarjeva žena. Tam bo doživetje z Rudarjevo ženo popoldan, od 2. do 4. ure, mislim, da ne me za besedo prijeti, ko se ga ne znam na pamet. Tako da ja, tudi grad oziroma Mestni muzej Idrija sodeluje. In potem imamo še čipkarsko šolo. Pred čipkarsko šolo se začenja nova akcija, ki smo izpeljali iz akcije Doma ostani, doma kleklaj v Pridi kleklaj. Kot poziv vsem, da pridejo v Idrijo in izklekljajo 6 vzorcev, ki jih je v bistvu izrisala čipkarska šola Idrija. In te čipke, ki bojo sumičkene čipke, rekli so, da v 1 uri je končana, se bojo potem nizale na pano, ki bo pred čipkarsko šolo. In bojo v bistvu začeli v soboto z izvajanjem te akcije, nastajati bo začel ta mozaik čipk. In vsak, ki bo to čipko sklekljal tam, lahko jo pa tudi doma pa prenese, bo soustvarjalec tega mozaika in prispeval nekako k tej dediščini v Idriji klekljanja. Kako vam je uspelo povezati toliko partnerjev, ki se včasih tudi težko sporazumejo? V bistvu to je bila ena taka hitra akcija, bom rekla. Ko so se začeli sproščati ukrepi in takoj, ko smo dobili informacijo, da so dovoljene prireditve do 200 ljudi, smo začeli na zavodu tuhtati, kako bi to izvedli. 200 ljudi ni velika številka, tudi če sam domačini pridejo hitro čez 200. In smo že takrat rekli, naredimo razpršeno dogajanje. Na drugi strani je pa, bom rekla, bila to moja želja, pa tudi želja župana, da bi na tak način v bistvu imeli nadaljne festivale organizirane. Ker dejstvo je, da ni več moderno organizirati festivale v taki obliki, kot so bili do zdaj. Da so bolj moderne oblike, da vemo, da je pomembno, da vsi sodelujejo pri tem, da so vsi vključeni. In da se pač nekaj dogaja takega, drugačnega, da ljudi pritegne, da pridejo to dogajanje pogledati. Prihajajo torej novi časi, nove ideje, novi ljudje? Ja, jaz upam, da bo dogodek uspel oziroma da bo dogodek pokazal, da je to tisto pravo, česar si pač Idrija zasluži, tisto ta pravo, kar ljudi pritegne. In nazadnje s tem povežemo tudi res eno veliko število akterjev in gostinske ponudbe, turistične ponudbe in vseh ostalih v Idriji in so lahko vsi zadovoljni. Povejva še to, kako bo letos s tradicionalnim klekljanjem, tekmovanjem v klekljanju pravzaprav. V bistvu vse, kar je bilo tradicionalnega in se je odvijalo na festivalu Idrijske čipke do zdaj v živo, letos odpade oziroma je prestavljeno na drugo leto. Razen certifikatov, ki se bojo podelili za geografsko označbo Idrijske čipke, bo razglasitev teh prejemnikov virtualno v nedeljo ob 5:12 na spletni strani festivala. Razlogov, da bi nekdo prišel v Idrijo in se tukaj imel lepo in prijetno, torej ne manjka? Ne, jaz mislim, da razlogov res ne manjka. Jaz samo upam, da nam bo še vreme služilo in vabljeni vsi. Ste kaj ponosni na to, da sta kar dva kuharska mojstra iz naše občine včeraj prejela Michelinove priznanja, nagrade, ne ravno zvezdic, nekaj nižje, ampak vendarle, sta v odlični družbi? Ja, jaz sem zelo vesela, da imamo dva. Ker za Kendall dvorec smo vsi pričakovali, da bo med njimi, sem pa zelo vesela, še posebej za hotel Jožef, ker se je zadnje čase res potrudil na področju kulinarike, tudi na zavodu smo to zaznali in promovirali, je pa edina škoda, da je zaprt. Ja, najbrž, s časom bo odprt. Kakor imam jaz informacije, letos ostaja zaprt. No, bomo videli. Ja. Gospa Valerija Vrhovnik, hvala za obisk v našem studiu in za ta pogovor. Želim vam uspešno izvedbo tega nadomestnega virtualnega festivala Idrijske čipke letos. Vam, spoštovani gledalke in gledalci, pa hvala za pozornost.